Kar se me tiče, tu je pa Evropa padla na izpitu dvakrat. Prvič za svojo zunanjo politiko, ki je prispevala ravno k temu, da so begunci sploh poskušali priti v Evropo. V tem trenutku je orožje iz EU verjetno udeleženo v kršitvah človekovih pravic v vsaj dveh državah. To sta Izrael in Jemen. Univerza v Stanfordu je objavila poročilo, kjer navaja, da je orožje, ki je izhajalo iz EU, bilo v Jemnu uporabljeno za napade na civiliste, v teh napadih so civilisti tudi umrli in ni nobenih znakov, da bi ti napadi imeli kakršnokoli vojaško strateško funkcijo, torej šlo za napade na civilno prebivalstvo. To so ti sistemski vzroki, ki sprožajo migracije in povzročajo, da ljudje nimajo nič več izgubiti in so prisiljeni zapustiti svoje domove. Teda prva prioriteta Evropske unije bi morala zagotoviti, da ljudje tam, kjer živijo, imajo tudi neko možnost preživeti, da niso izpostavljeni nasilju, hudi revščini. K tem problemu je Evropa sama za svojo zunanjo politiko preveč prispevala. Drug problem je pa bil znotraj Evrope doseči nek dogovor, kako se spopasti s temi migracijami, ne zagotoviti neka sredstva državam, da zagotovijo neko osnovno humanitarno podporo, zagotoviti, da bi države si nekako porazdelile to breme in zagotoviti tudi neka sredstva za integracijo tistih migrantov, ki ostanejo. In tu je potem vsaka država delovala zase in gledala, kako bi to breme prevalila na drugo in je po nepotrebnem nastajal strah med ljudmi, ko bi se zadeva lahko